Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Mi se tega lotevamo z entuziazmom, z nečim, kar je marsikomu neuresničljivo ali pa ni možno. Mi verjamemo, da s tem, ko postajajo vsa sredstva okrog nas pametna, se pravi avto, nekaj, kar lahko upravljamo preko ene navadne aplikacije s telefonom, lahko začnemo početi marsikaj, kar prej nismo mogli. In kot prvo je to delitev teh vozil. Vemo, da v povprečju Slovenije 23 ur pa pol na dan avti stojijo, se pravi, če lahko ta isti avto uporabi več ljudi, pomeni, da se tokrat lahko zniža strošek. In kaj dejansko prinašamo s tem? Prinašamo možnost velikih prihrankov, ker smo mogoče malo drzni, pa smo se lotili tega z električnimi vozili, kateri nedvomno so edina prihodnost, še korak naprej neko novo izkušnjo, mogoče celo zabavno vožnjo, prispevamo k čistejšemu zraku, manj hrupa, kot pa sam model sharinga, pa seveda, če eno vozilo zamenja lastništvo v 5-10, sicer tudi bistveno manj gneče v mestih, bistveno manj potrebe v parkiriščih, manj stroškov, več priložnosti za zelenice, za igrišča in pa seveda manj gneče na cestah, ko se iščejo parkirišča. Tako da vse skupaj je drzno, je neka mogoče malo za marsikoga nemogoča misija, ampak mi bi radi prispevali k temu, da bo Slovenija postala referenčna in da bomo prvi imeli krog večjih mest povezanih z tovrstno mobilnostjo in pa seveda vse te koristi, ki sem jih naštel. V Kranju torej trenutno na 4 lokacijah, kar nekaj avtomobilov, pa predvsem izpostaviti je potrebno, da to le ni tako drago, kot mogoče na prvi pogled zgleda. Ja, predstavljajte si, koliko ljudi si lahko danes gre privoščiti, proba to novo tehnologijo, če en tak avto stane 40 tisoč evrov, pa niti ne veš, je to točno to za tebe. Če pa imaš ti možnost, da za 2, 3, 4, 5 evrov preizkusiš to mobilnost, pa še več, zadovoljiš svoje potrebe po prevozu s tem, pa to postane čisto druga zgodba. In prav ta uporabniška izkušnja je tista, ki pomaga, da se hitreje spreminja miselnost in da mesto in družba prosperira v tej novi tekmi, ki se je začela in svet ne bo čakal. Tako da to je moj pogled. Kar se tiče samega začetka, nekje je treba začeti. In začnemo pač s tem, da damo priložnost, da damo določeno število vozil in pa prve lokacije, ki so recimo najbolj frekventne, da se to začne testirati in uporabljati. Takoj, ko bo določena kritična masa uporabnikov, seveda bomo dodali nove lokacije in nova vozila. Naš cilj je, da pokrijemo celo Slovenijo in da res zadnja vas začne uporabljati novo obliko mobilnosti. Mislim, da so tukaj prihranki največji, kar jih lahko naredimo v Sloveniji. Največji del plače gre žal v stroške za mobilnost. In tukaj lahko prihranimo tudi 80-90%. Samo pot do tja bo pač trajala leta, mogoče 5 do 10 let, ampak prvi korak je tukaj. In jaz sem vesel, da se Kranj pridružuje in prebuja in tudi moram pohvaliti res vse novitete, kar s kolesom, trajnostna strategija mesta. Res je, da vsi nimajo takoj dostop do vsega, ampak z pravim pristopom, angažmajem čim več posameznikov, se potem tudi kolo začne vrteti in možnosti odpirajo. Cilj pa mora biti za vsakega. Car sharing trenutno deluje v Ljubljani, v Kranju in Murski Soboti. Vas je recimo vaš elektroavtomobil že kdaj pustil med temi kilometri na cedilu? Moram reči, da ne, kvečemo, da me ne spusti od njega. Enostavno ne morem se več sesti nekaj, kar ni elektro. Mi smo naredili že ogromno, mislim, čez 4 milijone kilometrov električnih v zadnjih 4 letih in moram reči, da v primerjavi z dizelskimi, benzinskimi motorji, da je bistveno manj problemov.